Spoštovani profesor dr. Igor Švab, dekan Medicinske fakultete, v parlamentarno proceduro je bil vložen predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja. Kakšno je vaše stališče do tega predloga? Moje stališče je v tem, da zdravniki in medicina nikoli nismo nasprotovali temu, da ljudje ne bi trpeli ob koncu življenja, in smo se vedno trudili, da je tega trpljenja vse manj, in se bomo to trudili tudi v prihodnje. In moje stališče je tudi v tem, da ima pacient pravico izbirati način zdravljenja. Je pa res, da prostovoljno končanje življenja na način, ki ga predlaga ta zakon, ne sodi v področje medicine, ampak je to neka storitev, ki naj bi se izvajala izven medicinskih storitev. Kaj se bojo zakonodajalci odločili, kakšna bo volja ljudstva, to je stvar tistih, ki o tem odločajo. Kako pa kot zdravnik gledate na to in menite o tem, da bi bil to res tem zakonom, če bo sprejet tem predlogom zakona, če bo sprejet v taki obliki, pa zdravnikom pravzaprav naložena poklicna dolžnost, da sodelujo v teh postopkih, to se pravi tako samomora kot evtanazije, ki se je obeh zakon... To je po moje nesprejemljiv pritisk na zdravništvo in na medicino kot stroko, in to je v nasprotju z načeli medicinske etike in profesionalizma, ki smo jim kot zdravniki in stroka zavezani že od takrat, ko se vpišemo na medicinsko fakulteto, še posebej pa potem, ko začnemo delati kot zdravniki. Predlagatelji tega predloga zakona so se odločili za rešitev, ki jo poznajo res zelo, zelo redke države, koliko je v te postopke vključena medicina, zdravnik in tudi zdravstvene ustanove. Zakaj menite, da so se odločili za tak predlog zakona, tako malo komunikacije z medicinsko stroko in da smo zdaj vsi nekako v teh diskusijah okrog teh postopkov, seveda na eni strani javno mnenje, ki podpira te zadeve, in na drugi strani v bistvu medicinska stroka, ki pa seveda opozarja, da je to rešitev, ki ni ustrezna. V motive, zakaj so se tako odločili, se ne moram spuščati, ker jih ne poznam. Vem pa, da taka rešitev ni ustrezna. O tem govori tudi to, da so se v drugih državah odločili za drugačne rešitve, kjer ta usluga ne sodi v področje medicine in zdravstvenih storitev, in jaz samo upam, da bomo do take rešitve v Sloveniji prišli in da bo dialog obsežen, dolgotrajen in tak, da bomo prišli do nekega skupnega stališča, ki bo sprejemljiv za celo družbo, tako medicino kot vse ostale in javnost. V Švici in tudi v Avstriji te postopki, ki so v bistvu uzakonjeni, ne potekajo znotraj medicinskih ustanov. Obstoječi predlog zakona pa v določenih primerih pacientom, ki bi imeli bodisi ali pa njihovi družinski člani neke etične zadržke, da v bistvu se postopek izvede v domačem okolju, potem nalaga zdravstvenim ustanovam, da bi se te postopki izvajali celo v zdravstvenih ustanovah, to se pravi bolnišnicah in tudi socialno-varstvenih ustanovah. To je precej unikatna rešitev. Kako gledate na to, da bi zakonodajalec recimo nekaj takega uzakonil? Če se v Sloveniji na področju stroke radi zgledujemo po Avstriji in Švici, bi bilo tudi tokrat verjetno pametno, da bi se zgledovali po njih, ker rešitve, ki so tam uveljavljene, v ničemer ne ogrožajo pacientov, obenem pa puščajo to veliko etično stisko, ki bojo imeli zdravniki ob strani. Morda za konec, če se dotakneva še v bistvu tega etičnega vidika, to se pravi tega zdrsa, na katerega medicina tudi rada opozarja, kako z tega vidika gledate
v bistvu na predlog zakona, javno mnenje in tudi to, koliko v resnici je pa trpeč človek, recimo, če bi nekaj takega bilo uzakonjeno, res avtonomen, da se odloča o tem in da ne bi prihajalo do zlorab. Predlagatelji zelo opozarjajo, da v bistvu je v predlogu zakona zelo veliko teh varnostnih mehanizmov, pa se s tem recimo strinjate, kako gledate na to? Jaz se zelo bojim, da do zlorab bo prišlo, do težav bo prišlo in takrat, ko bo prišlo do zlorab in do postopkov, bo odgovoren tisti, ki je ta postopek izvedel. In v tej situaciji, kot je sedaj predlagana, se bo na sodišču znašel zdravnik. Ne bodo se znašli predlagatelji zakona, ne bodo se znašli tisti, ki so ta zakon sprejeli. To me še posebej skrbi, da ne govorimo o tem, da me skrbi tisto, na kar zdravniki že ves čas opozarjamo, da se bo evtanazija pokazala še svoje stranske učinke, na katere ljudje sedaj mogoče ne pomislijo tako pogosto. Kateri pa so ti, recimo? Širjenje indikacij za evtanazijo, evtanazijski mobbing in cela vrsta drugih stvari. Najlepša hvala za pogovor. Prosim.